Takšno temo, s katero bi rada pomagala ljudem, ki imajo kakršnekoli stranske učinke po cepljenju, po tistem cepljenju, ki so ga na en način vzeli zato, da bili bolj zdravi, da bili bolj srečni in da bi se obvarovali vsega tistega, kar so časopisi strašili, ker so bili prestrašeni tudi po televiziji, po medijih. In vem, da nimam enostavne teme. Res nimam. Vsepovsod je ogromno raznih navodil, sporočil in ta tema, ki jo bom danes na en način predstavila vsem nam, je tema, ki bi jo morali vsi poznati, predno so se cepili. Zakaj? Zato, ker vsako cepljenje je na en način poseg v telo od zunaj. Nobeno cepljenje ni zdravilo, ampak je na en način strup, ki ga telo sprejema. Nekateri imajo, kot sem že prejšnjo soboto omenjala, stranske učinke, ki jih beležijo zdravniki, sestre in to poročajo na NIJZ. Vendar to, da sledimo, kakšni so stranski učinki, koliko jih je, to še ni rešitev. To je samo ugotovitev. In te ugotovitve niso 100% točne. Zato, ker bojo številne posledice bistveno kasneje, kot so že danes statistike. Včeraj sem poklicala eno svojo prijateljico, ki je tudi zelo verna in vem, da se je cepila 2-krat. In vprašala sem jo, kako je, kako se počuti. Povedala mi je, da je imela pred 14 dnevi močen glavobol, da je odšla na test in da je bila pozitivna. Kljub temu, da je verna, kljub temu, da ko se je cepila, je izgubila strah pred covidom, ker je verjela, da jo bo cepljenje zaščitilo pred covidom, je pred 14 dnevi tudi ona zbolela. Dolgo smo se včeraj pogovarjali. In njena sreča je, da je verna, ker vse svoje težave in probleme rešuje z vero, z molitvijo. Vendar tukaj je eno veliko vprašanje. Koliko ljudi pa je res vernih? Koliko ljudi v tem trenutku veruje, da nas Bog lahko reši od strahov, od bolečin, od vsega tistega, kar nam povzroča bolečino, bolezni,
ločitve, strahove, jeze. Ne vem, vem pa nekaj, da tudi verni imajo stranske učinke, kar samo dokazuje, da so ta cepiva škodljiva in da ta cepiva ne koristijo telesu, niti ne duhovnemu napredku, in da ljudje, ki so se cepili, bodo slej ko prej spoznali, da so naredili nekaj, kar jim ne bo dalo tistega rezultata, ki so ga pričakovali, oziroma ki jim je bilo obljubljeno. Vem, da vsi tisti, ki me danes poslušate, pričakujete čudežni recept. Nažalost je ta čudežen recept v vsakem posamezniku, ker imamo svobodno voljo. Da se odločamo za življenje, za ljubezen, za odpuščanje, za zdravo prehrano, za sprehode, za mir sam s sabo in tudi z bližnjimi. In da se zavedamo, da vse, kar pojemo, postane del nas. S komorkoli se družimo, ima vpliv na nas, ali zelo pozitiven, ali pa žal tudi manj pozitiven. Ni vseeno, kje živimo, kakšno vodo pijemo, kaj razmišljamo, kaj verujemo. Zato samo cepljenje ne more rešiti vsega tega globalnega problema, ki se trenutno odvija vsepovsod. Kot nam je gospod predsednik danes omenjal, nam že v hrano dajejo nanodelce, tudi v vodo, v zrak. Veliko je situacij, ko se ljudje na en način ustrašijo, imajo strese. Trenutno je zelo velik stres situacija v Ukrajini. Včeraj mi je ena gospa omenila na trgu, da ni mogla spati, ko gledala televizijo, da jo je bolela glava. Ni vseeno s situacijo v Ukrajini. Pa ni edina, ki je zaskrbljena. In vse to vpliva na kolektivno zavest. Vse to vpliva tudi na duha in na medsebojne odnose. Tukaj je zdaj odločitev vsakega izmed nas, kje bo imel svoj fokus, kaj bo verjel, kaj bo jedel, kaj bo pil, kaj bo delal, kaj bo verjel. Ljudje, ki so
Cepljeni so verjeli, da ne bodo zboleli, pa nažalost so zboleli. Tudi tisti ljudje, ki se na en način dobro počutijo, so sedaj v stresu zaradi Ukrajine. Pa prišla bo še kakšna slaba novica. In vprašanje je, kako se bomo odzvali na vse te novice. Ali bomo dovolili, da bojo te novice nas vznemirile, užalostile, prestrašile, ali bomo aktivno s svojim namenom blagoslavljali vse te situacije in dvigovali kolektivno vibracijo na višji nivo. Vsak lahko nekaj naredi zase in za bližnje, če se odloči, da bo raje blagoslavljal, da bo raje verjel, da obstaja rešitev, ki pa ni od človeka. Obstaja rešitev. In ta rešitev je dejansko rešitev, ki prihaja, kot nam je že danes omenil naš predsednik Miran, od našega duha. Če smo na nizki vibraciji, na vibraciji sodbe, na vibraciji strahu, širimo samo to vibracijo. Če imamo svojo lastno vibracijo dvignjeno, da delamo na tem, da smo mi v najvišji frekvenciji, da zaupamo življenju, da smo povezani z najvišjo vibracijo, da se ne kregamo, da ne sodimo, potem nam ta najvišja vibracija omogoča, da sebe zaščitimo in da nekaj dobrega storimo tudi za bližnje in za naše okolje. Bile so vojne številne bolezni že na tem svetu, vendar veliko ljudi je to preživelo. Ker je življenje tisto, ki je tako visoka vibracija, da se ne more ukloniti nižjim vibracijam, ampak vedno gre višja vibracija v nižjo vibracijo. Da dam en tak zelo enostaven primer. Imam eno prijateljico, ki vedno pravi, daj ne filozofiraj, daj malo kaj bolj konkretno povej. Pa bom sedaj konkretno povedala. Če imam kozarec vode, čiste vode, in zraven en kozarec gnojnice, in če to združim v drug, malo večji kozarec, bo gnojnica veliko bolj čista. Vendar bo čista voda prevzela veliko slabih stvari iz gnojnice. Ne bo več tako čista. Tako je tudi z našimi medsebojnimi odnosi.
Če se združimo z ljudmi, ki so negativni, ki sodijo, ki nam ne želijo vse najlepše in najboljše, ker nas namerno ali zaradi tega, ker sami niso srečni, oni srečujejo, potem se naša radost bistveno zmanjša in tudi naše veselje na en način izgine in nosimo bremena bližnjih. In prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi, kar pomeni istočasno bomo vsi spregledali, vsi bomo istočasno na en način ozdravljeni in vseh zmot in zablod tega sveta. Društvo za srečno življenje Belis ima prvo alinejo brezpogojna ljubezen. To je cilj društva. Tudi moj cilj je, da sem vedno srečna, zadovoljna, nasmejana, uspešna, zdrava. Ja, ne uspe mi vedno. Zakaj ne? Zato, kot je že naš predsednik Miran danes povedal, da ljudje, ki so na nižji vibraciji, ki so cepljeni, ki imajo v sebi pač te strupe, oddajajo drugo vibracijo. In če smo predolgo z njimi, njihova vibracija se dotika tudi nas, naše obleke, okolja. Ti ljudje se bolje počutijo ob nas. Mi pa služimo, podarjamo to ljubezen, zato ker želimo, da se vsi prebudimo, da vsi spoznamo resnico, da se vsak izmed nas odloči, da ne bo sodil, da ne bo iskal rešitve v cepivih, ne v maskah, ne v tabletih, ne v ločitvah, ne v sodbah, ampak da bo odprl svoje srce in da bo podaril tisto, kar je dejansko zastonski dar. Zastonj prijemamo in lahko tudi kot dar darujemo naprej. Zato so v teh dnevih te molitve, ki so namenjene za Ukrajino, tako blagodejne za vse nas, ker smo na skupni ladji. Bolečina v Ukrajini je tudi moja bolečina v duhu, na višjem nivoju. Ne more mi biti vseeno, kaj se dogaja trenutno v Ukrajini. Ne more mi biti vseeno, kaj se dogaja z ljudmi, ki so bili cepljeni, ker so bili zavedeni. Ne more mi biti vseeno za ljudi, ki se kregajo, ločujejo. Ne more mi biti vseeno. In vem, da tudi vsem nam, ki smo člani Društva za srečno življenje Belis, ni vseeno. Človek, ki sodi, ki ga je strah, izgublja energijo svojo. In smo razglašeni. In kot taki, na žalost, ne bomo mogli pozitivno vplivati na svoje zdravje in na zdravje svojih bližnjih. Lahko pa se oglasimo z najvišjo frekvenco. In že Einstein je rekel,
da je medicina prihodnosti medicina frekvenc. Če je nekdo na nizki frekvenci, na frekvenci bolezni, strahu, sodbe, žalosti, bolečine, mora svojo frekvenco dvigati. Kako? Imamo več možnosti. Medicina frekvenc obstaja in ljudje se jo že poslužujejo. Veliko ljudi se zdravi z zvokom. In zvok lahko res zdravi. Razglašeno celico uglasi. Potem imamo tudi zdravljenje z elektromagnetnimi valovi, preko jetra. Tukaj bi omenila Teslovo metodo. Ogromno ljudi že pozna zdravljenje s Teslovo frekvenco. In je res uspešna. In tisti ljudje, ki so razglašeni, ki imajo kakršnekoli stranske učinke po cepljenju, ki se slabo počutijo, so brez energije, poiščite preko Googla, kako si lahko pomagate z elektromagnetno frekvenco. Tudi zdravljenje z bioenergijo je zelo uspešno. In to je valovanje, ki ga vdaja zdravo telo. Imenujejo se zdravitelji z bioenergijo in ljudje jih iščejo. In so pripravljeni s svojo prisotnostjo pomagati ljudem, ki so na nižji frekvenci. Bioenergetičarji imajo kar veliko dela. Zato, ker je ta način rešitve problemov že zelo domač v Sloveniji in po svetu. In je tudi uspešen. Za ljudi, ki pridejo k bioenergetičarju, se napolni z energijo. Nažalost, pa ta, ki je bioenergetičar, prevzema energijo svojih pacientov. Zdaj sem omenila 3 načine zdravljenja z frekvencami, ki dvigujejo našo vibracijo naših celic, naše aure. To je veliko bolj poznano že. Veliko manj pa je poznano zdravljenje, kadar smo prisotni ali v bližini razsvetljene osebe. Vsi poznamo Jezusa Kristusa, ki je s svojo prisotnostjo obujal celo mrtve, ozdravljal gobavce s frekvenco brezpogojne ljubezni, ki jo je imel in jo je tudi podaril. Tudi v prisotnosti Dalajlame se ljudje boljše počutijo. Tudi Buda je zdravil svojo prisotnostjo ljudi. In veliko je svetnikov na zemlji, ki svojo prisotnostjo dvigujejo frekvenco bližnjih, zemlje, ki blagoslavljajo vodo, zrak, ljudi, zato ker imajo zelo visoko frekvenco.
Je veliko mojstrov, ki so zapustili svojo fizično telo in vendar so v duhovnem svetu še vedno prisotni in tudi zdravijo. Seveda samo tiste ljudi, ki to verujejo oziroma ki prosijo. Kjer sta modrost in ljubezen, to je visoka frekvenca. In ta frekvenca prehaja na nižjo frekvenco. In zato je pomembno, da vsi tisti ljudje, ki imate kakršnekoli težave z zdravjem, da najdete en način zdravljenja, ki vam je v danem trenutku najbolj blizu. Jaz osebno se zdravim z molitvijo, jaz osebno se obračam na Svetega Duha in meni osebno to najbolj pomaga. Ko sem se obrnila na to frekvenco brezpogojne ljubezni, se moje življenje spremenilo. Ker Bog je najvišja frekvenca. Jezus je z ljubeznijo brezpogojno zdravil ljudi. In tudi ljudje, ki imajo to brezpogojno ljubezen, zdravijo sebe in tudi tiste, ki prosijo oziroma ki so v njihovi bližini. In seveda je najvišja in največja frekvenca, ki je zdravilna ljubezen. Ljubezen do sebe, ljubezen do bližnjega, ljubezen do vseh ljudi. Ta brezpogojna ljubezen. V knjigi Iz pekla v raj, ko sem res še v peklu v svojem lastnem, sem napisala za uvod 1. Korinčani 13. poglavje od 4. do 8. vrstice. Besede, ki so meni dale pogum, ki so mene dvignile iz mojega trpljenja v življenje, ki ni bilo več trpljenje. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ni nevošljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli se pa resnice. Vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenese. Ljubezen nikoli ne mine. In vendar, kljub temu, da sem ta verš poznala, sem bila velikokrat tudi sama v situaciji, ko sem čutila v sebi bolečino ali strah ali jezo. In sama s sabo sem se borila. Ker v človeku je nižji jaz in višji jaz. Nižji jaz mu lahko rečemo ta zemeljski jaz. Ta višji jaz je duhovni jaz. In ko mi zemeljske situacije, zemeljske strahove, zemeljske probleme darujemo svojemu višjemu jazu, Kristusovi zavesti, brezpogojni ljubezni, se zgodijo tisti čudeži ozdravljenja. Čudeži, ki niso čudeži. Vsi bi morali živeti kot otroci ljubezni in biti srečni in zdravi. Ampak imamo svobodno voljo. In po svobodni volji se lahko odločimo, da odpustimo nekomu, ki nam je naredil res kaj hudega, ki nas je prizadel, ranil, užalil. Lahko pa smo v zameri in pademo v nižjo frekvenco,
in zbolimo. Mogoče šele čez 3 mesece. Največje ozdravljenja so se dogajale v svetu, ko so ljudje odpuščali, ko so se odločili za mir in spravo z vsemi ljudmi. Jaz sem imela očeta, ki ni bil ljubezniv do mene. In če sem želela napredovati in biti bolj zdrava in bolj srečna, sem morala tudi njemu odpustiti. Pa ne samo očetu svojemu, tudi svoji mami, pa bratu, pa hčerki, pa sama sebi. Le zakaj bi ostala na nižji vibraciji, če vem, da je ljubezen zdravilo, najmočnejše zdravilo. Za vse nas, za cepljene, necepljene, za žalostne, za bolane, za mrtve, za zasvojene, za vse je zdravilo. In ko se bo sleherni človek odločil za to ljubezen brezpogojno, bo na zemlji raj. Ne bo vajen, ne bo ločitev, ne bo prepiral, ampak bo samo ljubezen, ki nas bo na en način usrečevala in vse posledice cepljenja bojo tudi s brezpogojno ljubeznijo ozdravljene. To jaz vem. Jezusu ni bilo problem obuditi mrtvega Lazarja, ki že 4 dni ležal v grobu in je smrdel, trohnel. Samo moramo predati vse naše težave, zdravstvene, ali od cepljenj, ki smo jih dobili v otroštvu, ali od zdravil, ki smo jih jedli, ali pa od tega cepljenja, ki smo jih sprejemali zadnja leta oziroma 2 leti. Za Boga ni nič nemogoče. Popolnoma nič. Samo moramo se povezati s to najvišjo vibracijo, z brezpogojno ljubeznijo, jo sprejeti in dovoliti, da se zgodi čudež ozdravljenja za vse nas. Hvala lepa za pozornost.